Dobili smo profesionalnega podžupana. Poslanska pisarna tudi v Medvodah. Dogajalo se je v letu 2018. Parkiranje ni več zastonj. Hobotnice za novorojenčke. Poligon Bonovec je zasnežen. Lepo pozdravljeni. Krepko smo zakorakali v leto 2019 in od ponedeljka dalje bo v občinsko kroniko vendarle zapisano ne le, da smo dobili podžupana za naslednje 4-letno obdobje, ampak tudi, da smo dobili prvič podžupana, ki bo to funkcijo opravljal profesionalno oziroma poklicno, kar pomeni s polnim delovnim časom. In to je Ivo Rep iz Liste Nejca Smoleta. Zadolžen bo za področje investicij, gospodarstva in lokalne samouprave. Odločitev o tem, kdo izmed članov občinskega sveta bo prevzel funkcijo podžupanje oziroma podžupana in ali bo ta funkcijo opravljal poklicno ali ne, je bila v rokah župana Nejca Smoleta. In ta je v ponedeljek na funkcijo poklicnega podžupana imenoval Iva Repa iz vrst največje svetniške skupine Liste Nejca Smoleta. Zakaj? Zato, ker občina po statutu mora imeti podžupana, to je sigurno. Odločali smo se tudi o številu podžupanov, vemo, da naš statut dovoljuje 2, pa se na koncu odločili za enega. Ivo bo s svojim znanjem z področja investicij tudi posebej prevzel to področje, torej če gledamo, kje so tiste področja, ki bo novi podžupan pokrival, so gotovo področje investicij, področje gospodarstva, področje gospodarskih con in pa sodelovanje z lokalno samoupravo, torej z krajevnimi skupnostmi. Največji fokus bomo gotovo dali na gospodarstvo. V tem mandatu smo se zavezali, da usposobimo vsaj nekaj od teh površin, ki smo jih z občinskim prostorskim načrtom dobili. Tukaj bo on praktično tisti, ki bo projekte peljal. Hkrati pa imamo trenutno toliko enih odprtih investicij, vezano tudi na kohezijo, da nam bo znanje nekoga, ki je na investicijah delal, vse življenje prišlo krepko prav. 59-letni Ivo Rep ima več kot 35 let delovnih izkušenj, pretežno v bančništvu. Od leta 1989 je deloval na področju financiranja podjetij, velikih sistemov, investicijskih in nepremičninskih projektov. Zadnje leta je bil zaposlen v Slovenski banki v tuji lasti kot samostojni podjetniški svetovalec in produktni vodja. Ima status predavatelja in trenerja poslovne mreže. V politiko je vstopil, ko je bila ustanovljena stranka Mira Cerarja in na prejšnjih lokalnih volitvah je bil tudi njen županski kandidat. Vendar je bil kot prišljek v Pirničah premalo prepoznan za vidnejši uspeh. Postal pa je član občinskega odbora za gospodarstvo, podjetništvo in obrt. V začetku leta 2016 je zaradi nestrinjanja z delom svetniške skupine SMC odstopil kot podpredsednik občinskega odbora in izstopil iz stranke. Za tokratne lokalne volitve pa se je odzval povabilu Liste Nejca Smoleta in bil izvoljen v občinski svet. Prevzeti funkcijo podžupana v občini Medvode, ko je občina eno samo veliko gradbišče, in prevzeti celo tako področje, torej investicije, je popoln izziv, tako zame, kot verjetno tudi za občino. Ko ste se odločili, da prevzamete to funkcijo, s kakšnim vodilom ste rekli da? Vodilo me je to, da živim v Medvodah, da se želim dejavno vplesti v vsa dogajanja v Medvodah in da želim sodelovati pri razvoju Medvod. Želim sodelovati pri tem, v čemer sem najboljši, v čemer sem bil dober celo svoje življenje. Investicije in pa razvoj gospodarstva v naši lokalni skupnosti. Danes ste to postali, jutri pa. Kako načrtujete svoj delovnik podžupana? Zaenkrat ga še prav nič ne načrtujem, verjetno ga načrtujejo drugi. Najprej se bom spoznal z sistemi, z računalniško opremo, nekaterimi sodelavci. Seveda, verjetno bom šel tudi že na kakšen teren, si ogledati, kako živo potekajo dela na koheziji. Glede na to, da ste sestavni del najbrž tega kohezijskega projekta, kako potekajo po vašem do sedaj ta dela? Ja, preko novega leta niso nič kaj dosti potekala. Sedaj pa mislim, da se bo zadeva pričela ponovno. Kakor sem seznanjen, so se uskladili izvajalci, tako da nekih večjih problemov pri samih izvedbenih delih ne bi smelo biti. Funkcijo podžupana bo torej upravljal poklicno. Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 36. do 43.
O plačnem razredu odloči župan ob upoštevanju pooblastil danih podžupanu. Plača pa vključuje tudi vodenje in udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in teles. Ivo Rep je bil izvoljen tudi v svet krajevne skupnosti Pilniče, kjer jim do sedaj ni uspelo imenovati predsednika. Namesto 9 svetnikov so jih namreč krajani lahko izvolili le 6, v eni izmed 4 volilnih enot kandidatov namreč sploh ni bilo. In če je parno število, je glasovanje o predsedniku lahko oteženo. 3 so za enega in 3 za drugega. Pravila, kdo izmed izvoljenih članov sveta bo predsednik oziroma predsednica krajevne skupnosti, namreč ni. Sedaj, ko je svojo odstopno izjavo podal tudi Ivo Rep, saj funkciji nista združljivi s podžupansko, seveda bo morala svoje povedati tudi občinska volilna komisija. Lahko da se obetajo v Pilničah ponovno krajevno skupniške volitve? Leto 2018 so zaznamovale torej tudi volitve. Najprej državnozborske, potem pa še lokalne. V ponedeljek prvič, predvidoma pa enkrat mesečno oziroma po dogovoru, bo v občinski stavbi občine Medvode v poslanski pisarni na voljo poslanka v državnem zboru Andreja Zabret, ki je na državnozborskih volitvah v 11. volilnem okraju 3. volilne enote, kamor sodi tudi naša občina, poleg Vodiške in dela mestne občine Ljubljana, zastopala listo Marjana Šarca. Ni sicer prejela največ glasov, največ jih je prejel kandidat SDS Leon Marjasec, vendar pa tudi za te volitve velja proporcionalni sistem, ki zna drugače popolniti parlament. Kot pravi Andreja Zabret, naj bi delo v poslanski pisarni potekalo predvsem v smeri tesnejšega sodelovanja z lokalno skupnostjo in poglabljanja stikov z občani, da kot poslanka čuti to dolžnost. Poslanska pisarna je namenjena predvsem občanom in se čutim kot poslanka izvoljena v vašem volilnem okraju, da sem na razpolago za informacije, želje in pa pobude občanov in pa vez med državnim zborom in pa lokalno skupnostjo. Svojo vlogo torej vidi predvsem v tem, da poskuša tudi za občino Medvode odpreti kakšna vrata državnih ustanov in predvsem poiskati kakšen odgovor preko inštituta poslanska vprašanja. Mimogrede, občina Medvode je v sodelovanju z župani Škofjeloškega konca prav slednjega dobro uporabila za hitrejšo obnovo mostu v Mednu. Vemo, da občina Medvode ima v letošnjem letu oziroma v tem mandatu željo oziroma ureditev cestne infrastrukture, osnovne šole, Preska, tako da na tem področju kot poslanka bom poskušala pomagati vzpostaviti vez med županom in pa pristojnimi ministrstvi. 49-letna Andreja Zabret je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, podjetnica, specializirana za poslovno asistenco in organizacijo poslovanja. V politiki pa je popolna novinka, brez kakršnikoli izkušenj tudi na lokalnem nivoju. Pravzaprav pričakovanj nisem imela nobenih, namreč v politiko sem zašla povsem slučajno, izhajamo iz gospodarstva in moram reči, da v tem pogledu sem bila zelo presenečena nad politiko, namreč v gospodarstvu se odzivamo zelo hitro in kar se dogovorimo tudi drži. Tako da moja pričakovanja niso bila velika. Poleg članstva v Komisiji za narodni skupnosti je članica še odbora za zdravstvo in podpredsednica odbora za finance. Ta dva odbora sta pravzaprav posledica mojega prejšnjega delovanja, ko sem delala še kot podjetnica, ko sem imela svoje podjetje in sem svetovala določenim podjetjem, kar se tiče poslovnih načrtov in organizacije poslovanja, tako da je v bistvu kot posledica mojega prejšnjega delovanja. Zdaj, kar se tiče na področju, bom rekla, ali financ oziroma gospodarstva, je ena pereča tema, ki se bomo ukvarjali v tem mandatu, prekarnost. In vse bomo naredili, da poskušamo prekarnost odpraviti in urediti na tem področju. Kar se zdravstva tiče, nas čaka težka naloga. Treba je
opredeliti javno, še vedno podpiramo oziroma prioriteta je javno zdravstvo, tako da je potrebno na tem področju tudi stvari doreči in urediti. Tako kot je Lista Marjana Šarca napovedovala že pred volitvami, tudi na zboru stranke v Medvodah aprila lansko leto, je ena izmed prioritet stranke zmanjšanje birokracije. Izpostavljeni so bili predvsem postopki oblikovanja občinskih prostorskih načrtov in posledično pridobivanje gradbenih dovoljenj, oziroma malo karikirano. Za vsako področje dela in življenja je potreben en razumljiv krovni zakon, ne kopica, včasih med seboj si tudi nasprotujočih si zakonov. Sigurno je to naš glavni cilj, da občanom oziroma državljanom in državljankam poskušamo pomagati, da so postopki poenostavljeni in hitrejši in da se ljudje lahko posvečajo drugim stvarem, ne samo administraciji in urejanju dokumentacij. Tradicija je, da januarske informativne oddaje, ko že vsi delamo nekakšne obračune z minulim letom, to naredimo tudi mi v uredništvu televizije Medvode. Tokrat smo obračunali s prvo četrtino leta, ki se v zgodovino naše občine ne bo zapisala pa v kakšnem prav posebnem dogodku. Se bo pa prav gotovo zapisala v kakšno osebno kroniko kakšnega izmed vas, naših gledalcev. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v prvih dneh novega leta 2018 z regionalno razvojno agencijo Gorenjske in 6 župani, tudi medvoškim, podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih in drugih poti na območju porečja reke Sore. Gre za projekt, za katerega takrat še ni bilo možno podati bolj konkretne ocene, niti o vrednosti, niti o tem, koliko poti se bo zgolj označilo za kolesarske in koliko jih bo potrebno dejansko na novo vzpostaviti in seveda še manj o rokih. Ali če poenostavimo, vsi smo za kolesarske povezave, vse ostalo pa je še v povoju. Še bolj zagnano pa so župani 6 občin ministru simbolično predali tudi dopis z apelom, da pospešeno nadaljujejo sklenjen dogovor o cestnih povezavah, da se torej načrtovana navezovalna cesta Jeprca-Stanežiče razdeli na 2 dela, kar bi v praksi pomenilo, da se načrtuje tako imenovana podaljšana celovška 4-pasovnica vse do vhoda v našo občino. Namesto druge faze od Medvod do Jeprce pa so enotno predlagali novo cestno povezavo med obrtno cono Trata in avtocesto preko naselja Meja. S tem se Medvode razbremenijo po naših ocenah vsaj 7 do 10 tisoč dnevnega prometa, števila dnevnega prometa, Škofja Loka in ostale občine pa pridobijo povezavo z avtocestnim omrežjem. Minister je obljubil, da bo v bližnji prihodnosti predstavil načrte, kje in kako, ne pa tudi kdaj. Vse te aktivnosti, kot rečeno, želimo izpeljati skupaj z občinami, tako da bomo prišli do najbolj racionalnih rešitev, ki bodo ustrezno reševali te prometno problematiko dostopa do Ljubljane in do avtoceste in da bodo torej tudi investicijsko ti projekti čim lažje izvedljivi. Že konec januarja je bil znan prvi kandidat na državnozborskih volitvah leta 2018 v 11. volilnem okraju 3. volilne enote. To je bil kandidat Slovenske demokratske stranke, naš občan Leon Marjasec. Poskušal bom prepričati ljudi od vrat do vrat. Druge strategije ni, hodili bomo malo po hišah, ko bom pozvonil, ne me odgnetno. Člani občinskega odbora SDS so na volilni konferenci brez kakršnihkoli večjih dilem, izrečenih javno, izglasovali tudi, da bo prav Leon Marjasec še naprej predsednik stranke v Medvodah. Konec januarja pa smo v praksi preizkusili načrt, kako naj bi civilna zaščita delovala ob razlitju nevarnih snovi in ni šlo za vajo. Z Gorenjske ceste je zdrsnilo in se je prevrnilo tovorno vozilo s cisterno, ki je prevažalo utekočinjeni dušik. Sredi noči so zato preventivno evakuirali okoli 60 prebivalcev okoliških stavb. V intervenciji je sodelovalo okoli 60 pripadnikov različnih enot z 20 vozili. Mnogo novinarjev me kasneje spraševalo, kako je možno, da so se tako hitro vsi aktivirali. Enostavno, očitno imamo v teh primerih, ne vseh, ampak v teh izrednih situacijah pa dobro komunikacijo.
Občani Medvod smo ob tokratni preizkušnji dobili tudi zagotovilo, da so v podjetju Helios dobro pripravljeni, če bi morda do razlitja nevarnih snovi vendarle prišlo. V Centru starejših Medvode so s 1. februarjem 2018 začeli izvajati program Aktivno varstvo za starejše, ki je namenjeno izključno zunanjim uporabnikom, starostnikom starejšim od 65 let, ki delno še lahko bivajo v domačem okolju, vendar zaradi nesamostojnosti pri osnovnih dnevnih opravilih v času odsotnosti svojcev potrebujejo strokovno pomoč za dokaj ugodno ceno 20 € za 9-urno dnevno varstvo. Storitev je načeloma zelo podobna dnevnim centrom za varstvo starejših po javnih zavodih. Le način financiranja se je zaenkrat še razlikoval. V bistvu je prišla pobuda od občanov Medvod, ker tukaj v Medvodah dejansko dnevnega varstva za starejše ni. Dnevno varstvo se nahaja in v Kranju, in v Škofji Loki, in v Ljubljani, v Medvodah pa ne. Obilno sneženje v prvih dneh februarja v naših Polhograjcih je zapadlo preko pol metra snega, je bil prvi pravi resni preizkus za novega koncesionarja Gorenjsko gradbeno družbo, ki je 7 podizvajalci opravljala zimsko službo na prav vseh javnih cestah in poteh v naši občini, tudi tistih tako imenovanih krajevno-skupniških, kar je bila novost sezone. Preizkusa ni uspešno opravila, če gre soditi po več 100 pripombah in vprašanjih, ki so bila naslovljena na različne naslove. Mi smo koncesionarji vse pripombe predstavili, tudi sami smo upravili ogled na terenu in zahtevali, da se ob naslednjem sneženju tovrstne napake, da se ne ponovijo več, in sicer zahtevamo, da poveča število ekip na terenu in pa v nasprotnem primeru bomo žal primorani odpovedati pogodbo. Občinska kulturna zveza je na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku že 8. zapored podelila priznanja za delo v kulturi Pletenice. Pletenico za posebne dosežke je prejel moški pevski zbor Kuda Oton Župančič Cora, predvsem za 15. jubilejno izmenjavo ob kulturnem prazniku. Kvartet Fune Megale, Kuda Franseleški Finžgar Senica, predvsem za uspešno izveden in dobro obiskan koncert v Sori, Kud Smlednik za uspešno izpeljan projekt Igre na prostem, Finžgarjevega dela Naša kri, in Janez in Gregor Meglič za dokumentarni film o tradiciji pritrkovanja. Penta ptih pa se sliš. Najvišji priznanji za dolgoletno izjemno delo na različnih področjih kulturnega delovanja v naši občini, Pletenici za življenjsko delo pa sta prejeli Marija Jenko, članica upravnega odbora, dolgoletna blagajničarka in predstavnica Kuda Smlednik, in Marjeta Jamnik za aktivno delovanje tako v organih krajevne skupnosti Senica, Kuda Franseleški Finžgar Senica, občine Medvode in občinske kulturne zveze. Zelo sem presenečena. Veliko. Dobar. Na kaj ste najbolj ponosni? Kaj je tisto, kar rečete, to je pa tista pika na i mojega kulturnega udejstvovanja? Vedno in povsod bom rekla, da so to vsi moji učenci, ki sem jih skozi leta, skozi 40 let poučevanja dala skozi v gledališkem krožku. Ves čas, vsa leta sem imela gledališki krožek in ko jih srečam po tolikih letih, ko so zdaj že mamice, očetje in me podsukajo za rokav in mi rečejo par lepih besed, kako smo se imeli lepo v našem gledališkem krožku, kako so radi nastopali, mi pomeni vse. Sredi februarja so igralci dramske sekcije Kuda Oton Župančič Cora na oder postavili Finžgarjevo dramo Razvalina življenja, za katero domnevajo, da se je dogajala pri Legastju v Ločnici. Prikazuje razpad na silo sklenjenega zakona. Finžgarjeva dela, bom rekel, niso težka, so zahtevna, predvsem njegov jezik. Njegov jezik je lep, jezik je ostal prvoten, tako da tukaj nismo šli nič spreminjati, tako da tudi preden se igralec nauči, ta jezik je rabo kar nekaj časa.
V prvi polovici februarja smo zabeležili stavkovni val javnih uslužbencev. Prav na Valentinovo najbolj glasno stavko v vseh enotah vrtca Medvode in vseh 4 osnovnih šolah in podružnicah. Povsod smo slišali, da ne zahtevajo nič več, kot jim pripada. Da bi nam vrnili tisto, kar so nam vzeli leta 2008, ne zahtevamo višjih plač in da se izenačimo z ostalimi, ki imajo isto stopnjo izobrazbe. Nič drugega, kot zgolj to zahtevamo, da nas enakovredno obravnavajo z primerljivimi delovnimi mesti na drugih področjih javne uprave. In dejansko v vzgoji in izobraževanju smo najnižje in zahtevamo zgolj enako plačilo za primerljive poklice. Občinski svetniki so se v letu 2018 prvič zbrali konec februarja in med drugim morali sprejeti tudi višje cene programov v vrtcu Medvode. Za prvo starostno obdobje za povprečno 4%, za drugo starostno obdobje za več kot 10% in za kombinirane oddelke in oddelke otrok starih od 3 do 4 leta za 11% višjo ceno. Nova ekonomska cena še ni bila posledica novih stavkovnih zahtev, ampak sklenjenega aneksa med sindikatom in vlado že sredi leta 2017, na podlagi katerega se je zvišala plača vseh zaposlenim v vrtcu do 26. plačnega razreda, torej slabše plačanim, ki v nekaterih primerih niso dosegali niti minimalne plače. V drugi polovici februarja je svojih 80 let praznoval rezbar, preparator, lovec in odličen strelec, v mladosti pa tudi ljubiteljski smučarski skakalec in hokejist Franc Barbič, in to na poseben način, z razstavo izdelkov iz roževine, za katere je profesor dr. Janez Bogataj zapisal, da sodijo v kategorijo posebnega rezbarstva in da so kljub uporabi tudi sodobnega strojnega orodja še vedno ročno izdelani in predvsem unikati. To je bila njegova prva samostojna razstava, saj je doslej razstavljal predvsem skupaj s prijateljem, ljubiteljskim slikarjem Andrejem Militarovom, ki pa je ravno te dni preživljal v kliničnem centru. To je višek mojega doživetja, ker to je moja prva samostojna razstava pri 80 letih, pa verjetno tudi ena zadnjih, ker s to vrstno ropotijo, ki jo imam pripravljeno, že hodim, da je po parih razstavah, ampak obenem še z Andrejem. Krajevna organizacija Rdečega križa Medvode je konec februarja dobila nove prostore v nekdanjem turistično-informacijskem centru. Slavnostni trak sta prerezala dotedanji dolgoletni predsednik krajevne organizacije Dragan Đukić in nova predsednica Blanka Trampuš. Na odprtju novih prostorov se jim je pridružila predsednica Združenja Rdečega križa Ljubljana Nevenka Lekše, ki je prepričana, da prihodnost Slovenije ne sme biti v javnih kuhinjah in pro bono ambulantah. Te nam ne smejo biti v ponos, prej nasprotno v sramoto. Dostikrat se rada odmaknemo od tistega zbiranja hrane in oblačil, po čemer naj bi bili prepoznavni. Imamo še vrsto drugih projektov, od naprimer pomagajmo ljudem v stiski, potem delavnice za pomoč tistim, ki so osamljeni. Obiskujemo ljudi ob različnih praznikih. Izmenjevalnica, kjer pravzaprav nekatera vintage oblačila zamenjujemo za hrano in na ta način pravzaprav bogatimo naše pakete. Zadružna železnina je svoja vrata uradno odprla že jeseni leta 2017, slavnostno pa v začetku marca 2018. In to tako, kot se spodobi, z uradnim prerezom, ne sicer slavnostnega traku, ampak prerezom gradbenega železja. In pravi pečat temu slavju bojo računovodski izkazi januarja leta 2019. Jaz trdno verjamem, da bo naša računovodkinja Simona takrat dobre volje in da boste tudi ljudje, ki boste koristili ta objekt, rekli,
da smo se prav odločili. Torej to ni več nekdanji objekt Mercatorjeve železnine, ampak objekt v lasti kmetijske zadruge Medvode, ki pa nosi isto ime kot prej, torej železnina. Že iz samega imena se da razbrati, da je tudi po novem v tem objektu podobna prodajna vsebina, kot je nekdaj bila, le da še razširjena. Artiklov bo več kot 10.000–15.000 artiklov bo na razpolago. Zajeti so vsi segmenti gradbeno-tehnične branže, če temu tako rečem, tudi z domače mojstre dobro poskrbljeno. Mesec marec pa kateregakoli leta že je mesec občnih zborov, rednih in volilnih. Novo vodstvo so leta 2018 izvolili tudi v turističnem društvu Žlebe Marjeta. Lado Vidmar je bil mnenja, da je 8 let na funkciji predsednika ravno prav, zato je svoje mesto prepustil Vanji Ločniškar, ki je bila sicer ena izmed 4 pobudnic njegove ustanovitve pred 15 leti. Hkrati pa je tudi aktualna predsednica Turistične zveze Medvode. In prioritetna naloga je še vedno Turistična zveza Medvode, ker pa je društvo del Turistične zveze Medvode, jaz mislim, da tukaj ne bo posebnih problemov. Vsi, ki ste zastrigli z ušesi, zakaj v pregledu prve četrtine leta 2018 ni tudi pregledov športnih dogodkov in uspehov, brez skrbi. Za vas imamo pripravljena 2 pregleda. Prvi sledi že danes v nadaljevanju. Sedaj pa k letošnji temi, ki ima svoje temelje v preteklosti, ko je v občinskem svetu padla odločitev, da parkiranje na nekaterih javnih parkiriščih ne bo več zastonj. Decembra smo v Medvodah dobili 2 parkomata, ki sta začela z obratovanjem na novega leta dan oziroma na prvi delovni dan. Parkirnino je tako treba plačati na parkirnih površinah med banko in pošto in na parkirišču ob Barletovi cesti. In čeprav parkomata obratujeta že teden dni, je še vedno opaziti, da uporabniki parkirišč uporabe ne plačujejo. Zakaj? V naslednjem prispevku. Na parkirnih površinah med banko NLB in pošto Medvode ter na Barletovi cesti se je 1. januarja začela plačevati parkirnina, saj je občina Medvode tam postavila 2 parkomata. Parkirnino je tako treba plačevati vsak delovnik, torej od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in sicer po ceni 40 centov na uro. Najmanjši znesek je 20 centov, kar pomeni, da je minimalni čas parkiranja 30 minut. Uvedli smo pa to parkirnino zaradi tega, da imajo tudi občani občine Medvode, ki hodijo po popravkih, možnost parkiranja in prostih zagotovljenih parkirnih mest. Velja omeniti še, da parkomata denarja ne vračata. Za razliko se namreč sorazmerno podaljša dovoljen čas parkiranja, kar je razvidno iz parkirnega listka, ki ga je treba v avtomobilu namestiti na vidno mesto. Kot še povedo na inšpektoratu občine Medvode, opažajo, da se ljudje na novi pridobitvi odzivajo sorazmerno dobro. Večjih nasprotovanj ni, večjega, bom rekel, odklonilnega odnosa do parkomatov ni. Ljudje zelo pohvalijo, sploh te, ki imajo tukaj nastanitvene lokale, zadevo zelo pohvalijo, tudi sami občani zadevo precej pohvalijo. Moramo pa vedeti, da je treba enkrat vzpostaviti nek red, tudi na področju parkiranja in se tega reda tudi močno držati. In se ga. Poleg tega, da Medvoščani in okoličani lahko parkirnino plačujejo na parkomatih, je možno kupiti tudi mesečno parkirno kartico na turistično-informacijskem centru, s katero lahko na omenjenih območjih tako za 18 evrov mesečno parkirajo brez težav. Glede na povpraševanje, ki je bil, oziroma na informacije, ki jih je bilo treba dati decembra, se mi zdi, da bo več, ampak vse je lepo, smo jih kar nekaj čez 20 prodali, tako da jaz mislim, da glede na to, da je najbolj je skrbel ljudi, ki pridejo iz Kranja in Škofje Loke, ker so slišali, da bomo pač zaračunavali parkirnino, te so se že prej poskrbeli za to, da si jih kupili, pač domači pa mogoče malo dlajšajo, pa mislim, pa se ne bo prišel inšpektor, tako da inšpektor pa kar lepo obišče avtomobile, ki nimajo pač mesečnih parkirnih kartic. Ja, se povečuje, mislim, kličejo, sprašujejo, ko dobijo kazen, pridejo potem kupiti kartico, tako da je kar nekaj. Če se bodo uporabniki omenjenih parkirišč vseeno odločili storitve uporabljati brezplačno, jih čaka globa oziroma plačilni nalog v višini 40 evrov. Na začetku smo izdali veliko plačilnih nalogov, zagotovo se bo še kakšen plačilni nalog pojavil.
Jaz mislim, da vsem kršiteljem, ki smo izdali plačilni nalog, so stopili na tisto stran, v kateri se zavedajo, da je potrebno kupiti mesečno parkirno karto ali plačati parkirnino, in jaz mislim, pa tudi vem, da v prihodnje ne pričakujem takih večjih težav. Gotovo se bo še kakšen pojavil, v takem primeru damo pa plačilne naloge. Pa prihodnost parkiranja v Medvodah? Načrtujemo prihodnost parkiranja v Medvodah, da bo Medvode eno lepo, okolje, mesto, da bo poskrbljeno tako kot, za parkiranje, kot za ostale stvari. Gotovo se bojo situacije in potrebe tudi pokazale še v prihodnje. Glede na te potrebe, ki bo imeli občane, se pravi njihovi predlogi, pripombe, se bojo pa zadeve tudi naprej oblikovale. Težko je danes napovedati za 1 leto, 2 leti naprej. Sprejemam pripombe oziroma bolj predloge občanov, ki so zelo, zelo dobrodošli, in na podlagi teh predlogov se bo situacija reševala naprej. Potiho in na glas pa beseda že teče o sistemu park and drive parkiranja, kar pomeni, da bi bilo parkiranje v Medvodah združljivo z javnim prevozom, železniškim in avtobusnim, in vse več ljudi bi se odločalo za javni prevoz, kar bi bil še večji korak k mobilnosti v naši občini. Pa spet nazaj v lansko leto. Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas, ki združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju 6 občin osrednje slovenske regije, med drugim tudi Medvode, je leto 2018 zaključila z 2 zaključenima projektoma, 5 projekti v teku in s potrditvijo novih 6 projektov na drugem razpisu. Las Za mesto in vas razpolaga sredstvi za izvajanje projektov v višini dobrega 1,5 milijona za 7-letno programsko obdobje, ki se izteče leta 2023. Na prvem javnem pozivu leta 2016 je bilo odobrenega dobrega pol milijona evrov sredstev, na drugem javnem pozivu v letu 2018 je zaprošenih za dobrih 400 tisoč evrov sredstev sofinanciranja, v načrtu pa je že 3. objava javnega poziva. Dovolj točk za sofinanciranje je na prvem razpisu lokalne akcijske skupine Za mesto in vas zbralo 12 projektov v skupni vrednosti 520 tisoč evrov. 5 jih je oziroma bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, 7 pa Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Od tega je na našo občino tako ali drugače odpadlo 163 tisoč evrov oziroma 31% predvidenih sredstev za sofinanciranje. In prav izvajalci projektov z področja naše občine se lahko pohvalijo z dobro opravljenim delom. Iz prvega javnega poziva Las Za mesto in vas je namreč uspešno izvajan na območju vseh občin 7 projektov, izmed katerih sta se 2 že zaključila, 5 pa jih je v izvajanju. Zdaleč najhitreje je svoj projekt Srečujmo se na igrišču in to uspešno zaključila krajevna skupnost Trnovec. Zaključen pa je tudi projekt občine Medvode, projekt urbanega vrtnarjenja, ki je vreden skoraj 60 tisoč evrov. 39 tisoč evrov od tega iz Evropskega regionalnega sklada. Tukaj gre v bistvu za nakup 20 vrtnih lop, dvojnih vrtnih lop, ki bodo oziroma so že v fazi postavljanja na območju vrtičkov, ki je že vzpostavljeno na Svetju. Mi s tem projektom želimo spodbujati naravno zdravo pridelovanje hrane, druženje ljudi in neko to zavest povezovanja ljudi pač z zemljo, z naravo. Ena vrtna lopa je namenjena 2 uporabnikoma. Velika je 6 kvadratnih metrov, tako da na vsakega pade 3 kvadratne metre, za spravilo pač pridelkov oziroma orodja, ki ga potrebujejo pri vrtnarjenju. Ob lopi bo postavljen manjši zbiralnik deževnice, se pravi za zalivanje vrtov, neka taka priročna združljiva klop, kjer bodo lahko pač uporabniki vrtičkov malo posedeli in malo poklepetali. Občina Medvode je tudi vodilna partnerica v projektu vzpostavitve skupnega turističnega portala za vseh 6 občin v vrednosti dobrih 7 tisoč evrov in v projektu enotnega opremljanja tržnic, ki naj bi bil zaključen do maja prihodnje leto, saj so stojnice že kupljene in v nekaterih občinah že postavljene. Gre za projekt v vrednosti 110 tisoč evrov, ki ga bo Kmetijski sklad za razvoj kmetijstva sofinanciral v višini 68 tisoč evrov. Kot partnerica pa občina sodeluje še v projektu Mreža poti, torej kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti na območju lokalne akcijske skupine, v projektu Zgodbe Mokrišč in projektu oživljanja starih hišnih imen v krajevnih skupnostih Smlednik, Zbilje in Pirniče. Slednji je že v izvajanju.
Kot nosilec projekta ali kot partner pa v različnih projektih iz prvega razpisa sodeluje tudi Krajevna skupnost Smlednik, Center starejših Medvode in javni zavod Sotočje. Slednji predvsem aktivno v večletnem projektu Eureka z izvedbo filmske delavnice na temo vodovarstva in izdelavo videozapisa z naslovom Ljudje in vode. Upravni odbor Las za mesto in vas pa je konec leta potrdil še 6 novih projektov iz drugega javnega poziva v skupni vrednosti dobrih 600 000 evrov, pri čemer naj bi Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 340 000 evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa dobrih 67 000 evrov, ostalo pa izvajalci projekta sami. Na našo občino je tokrat vezan le en projekt in to je druga faza projekta oživljanja starih hišnih imen. Tokrat za naselje Dol, Sora, Rakovni, Goričane, Vaše, Ladja, Medvode ter Spodnja in Zgornja Senica. Gre za skupni projekt 3 občin v vrednosti slabih 24 000 evrov. Seveda pa bodo izbrani projekti šli v preverbo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Takoj po praznikih pa je ponovno oživel tudi Zlati kotiček v blagovnem centru. Osvajali smo staro veščino, kvačkanje. Knjižnica Medvode in Društvo upokojencev Medvode sta ta teden začela skupnimi delavnicami z naslovom Beremo in ustvarjamo Suzano. V Zlatem kotičku v blagovnem centru so se tako nadobudne članice društva lotile izdelovanja hobotnic za nedonošenčke. Najprej je v bistvu to prišlo naključno. Mi smo skupaj brali knjige tik pred Božičem in smo jih malo se o tem pogovarjali. Potem smo se pa začeli naključno pogovarjati o tem, da bi delali tudi hobotnice za nedonošenčke, ker je to zdaj veleslovenski projekt in kar dober laufa. In so rekli, da jih že delajo pravzaprav, ampak da bi bilo fajn to še s knjigami povezati. In sem jaz danes pa prinesla knjige na temo hobotnic, na temo nedonošenčkov in to povezavo bomo zdaj pač jo že delamo, kar uživo in hkrati delamo tudi te hobotnice, ki so pač namenjene nedonošenčkom, ki jim bo pa res prav prišlo. No. Zlati kotiček Medvode je prostor v blagovnem centru Medvode, ki je namenjen medsebojnemu druženju starejših, medgeneracijskemu sodelovanju in prostovoljstvu. Za koordinacijo programa v njem pa je zadolžen prav Društvo upokojencev Medvode. No, ravno včeraj sem pisala poročilo o delu za leto 2018 in ko sem prišla do Zlatega kotička, sem se v bistvu kar začudila, da smo imeli kar precej srečanj. V lanskem letu sicer takih ročnih del malo manj, pa tudi drugače pa vse od zelišč do nabiranja v naravi, do vaj za spomin, skratka kar nekaj se je nabralo. No, zaključili smo pa lansko leto z božično delavnico in sicer smo izdelovali zvezde in pogovarjali smo se o praznovanju božiča v različnih pokrajinah oziroma državah. Za januarska in februarska srečanja pa so si torej zadale nalogo kvačkati hobotnice za nedonošenčke. Igračke s kodrastimi lovkami. Le te otroke spominjajo na razmere v maminem trebuhu. Nato bodo igračke odpotovale v porodnišnico. Za navdih pa so si predtem pogledali knjige o dojenčkih, ki govorijo tudi o nedonošenčkih, in knjige o morskih živalih. Beremo in ustvarjamo Suzano je le eden od številnih projektov Društva upokojencev Medvode, saj so ti celo leto zelo aktivni in seveda je le ena od ustvarjalnih delavnic Suzane Belak-Pungartnik, ki jih ta prireja v sodelovanju s knjižnico Medvode. Meni osebno gre zelo slabo, ker po dolgih desetletjih ponovno kvačkam. In tudi moje roke so že malo nerodne. Drugače pa v naši sredini, starejših, je pa ročno delo zelo razvito. Pri nas se dobivajo v Društvu upokojencev Medvode vsak torek popoldne in ustvarjajo zelo lepe izdelke od jopic do kap, do nogavic, skratka in tudi zelo različne tehnike. Mislim, da je to za stara leta zelo dobro vsako učenje.
učenje, naj si bo besedno, naj si bo ročno, različne reševanje ugank. Jaz imam pripravljene celo kupico, tudi križank za izpolnjevanje. Torej vsako miselno delo na starejša leta ohranja pravzaprav možgane, bom rekla, v živosti. Preskromne snežne pošiljke v letošnji smučarski sezoni smučarskim delavcem povzročajo sive lase. Podobno velja tudi za tiste, ki skušajo pognati sezono teka na tekaških smučeh, ki velja za eno najbolj celostnih športno-rekreativnih dejavnosti. V teh dneh je v Sloveniji izbira smučarskih tekaških prog pičla. Dobra novica pa je, da lahko svoje tekaške smuči od 5. januarja dalje sprehodite v nordijskem centru Bonovec v Preski. 5. januarja ob 8. uri je svoja vrata odprl smučarsko-tekaški poligon v Preski, ki spada pod okrilje nordijskega centra Bonovec. Trenutno je urejena 1,2 kilometrska smučina za drsalno tehniko, snežna podlaga je umetna. Končno so temperature bile dovolj ugodne, da smo ga lahko odprli za prve obiskovalce. Odprti od 1. januarja. Pogoji so zaenkrat odlični, proga je dolga 1,2 km in primerna za klasično in drsalno tehniko. Obratujemo tudi že po noči, se pravi tek pod žarometi je že možen, vsak delovnik do 21. ure. Pri pripravi zadostnih količin umetnega snega pa je bil veliko pomoč nov snežni top, ki je letošnja pridobitev nordijskega centra. Investicija je javni zavod Sotočje Medvode stala 30 tisoč evrov, približno tretjino pa je zavod kril z uspešno kandidaturo na razpisu Fundacije za šport. Glede na to, da je ekipa izvajalcev, se pravi Nordijskega društva Medvode, že tako zverzirana, smo pričakovali, da tudi letos bojo stvari potekale gladko, kakšnih večjih težav nismo imeli, smo se pa zelo razveselili nove pridobitve, to je novega snežnega topa. Glede na to, da smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Fundacije za šport, sistemom oziroma investicijskim programom sistema umetnega zasneževanja, tako da je zdaj ta top res zmogljivejši, ima zmogljivejši kompresor, posebno opremo za avtomatsko delovanje, namensko tišji ventilator zaradi bližine naselja, potem močnejši pretok, manjšo porabo, je daljinsko voden. Smo zelo zadovoljni z njim, tako da mislim, da so kar vidni dobri pogoji tukaj na smučinah. V prvih dneh je poligon že dobro obiskan, predvsem pa so pripravljenih smučin veseli starejši in najmlajši. Tako smo na uri športne vzgoje ujeli učence osnovne šole Preska. Prav res uživamo, danes smo čisto prvič. In kako pogosto sicer peljete vaše učence tule na tek na smučeh? Jaz bi rekla, da skoraj vsak dan. Če imam na razpolago opremo, jih kar peljem. Se moramo pa malo s kolegi dogovoriti, kdaj kdo. So to sicer ure redne športne vzgoje? Ali je drugače dodatna športna, drugače pa medredno športno, ja. In kako uživajo otroci? Ja, zelo radi. Zelo radi. Tako da vsak let je boljše. Malo je problema z opremo, ne da si jo obujajo, ampak z malo pomoči gre. Bi dejali torej, da je to kar privilegij, da imate takole blizu šole tekaški poligon? Vsekakor. To je res velik privilegij. Vsako noč pa topovi skrbijo za nove zaloge snega, tako da se bodo ob ugodnih temperaturah v prihodnjih dneh proge še podaljševale. Za dopoldanski tek boste odšteli 4 evre, dnevna vstopnica stane evro več, nočni tek pa 6 evrov. Letošnja novost so brezplačne vstopnice za vse občane starejše od 70 let. Tukaj obiskovalcev poleg urejenih smučin, ki so zatrakirane oziroma urejene 2-krat dnevno, ponujamo še topel čaj, potem urejeno parkirišče, sanitarije. Nordijsko društvo Medvode, ki je izvajalec zdaj tukaj v našem centru, pa ponuja tudi tečaje teka na smučeh in pa redne servise tekaške opreme, predvsem smuči. Kakšno sezono si obetate, kakšne si želite v 2019? Želimo si seveda čim debelejše naravne snežne odeje, od tega je tudi odvisno samo obratovanje, predvsem po tej finančni plati. Želimo si, da bo snežnih dni veliko, da bomo v tistem povprečju 60 do 80 snežnih dni, kot beležimo v zadnjih 10 letih. Čim več lepih dni. Odprtje tekaškega poligona pa je skazil precej neobičajen incident. Dan pred odprtjem prog si je namreč vožnje po sveže urejeni smučini zaželel 20-letnik iz Medna, ki se je s terenskim vozilom Mitsubishi Pajero brezobzirno zapeljal po progah.
Med vožnjo je obstal v snegu, zaradi kršitve zakona o ohranjanju narave pa so mu policisti izdali plačilni nalog. Ja, res. Težko je to sploh razumeti, kaj vse se ljudje spomnijo, ampak verjamemo, da je po hitrej reakciji policije, da bomo take nezaželene uporabnike končno pregnali iz nordijskega centra, ker trud vložen v ta center je res ogromen in si želimo čim manj takih incidentov. Oddajo smo pričeli s pregledom dogajanja v občini v letu 2018. Ob koncu pa poglejmo, s kakšnimi rezultati so nas v letu 2018 razveseljevali naši najuspešnejši športniki. Prihodnjič pa sledi še pregled športnih prireditev, tekmovanj in novih pridobitev, ki so zaznamovali preteklo leto v naši občini. Ker je bilo leto 2018 na področju športnih dosežkov zares izjemno, tokrat izpostavljamo tiste najbolj odmevne. V prihodnji informativni oddaji pa sledi še pregled preostalih. Pregled leta tako pričenjamo v vodi, najprej v bazenu, kjer je v letu 2018 nadaljeval z nizanjem vrhunskih rezultatov naš najuspešnejši plavalec Peter John Stevens. Poleti je s 3. mestom na Evropskem prvenstvu v Glasgowu in novim osebnim rekordom, ki sedaj znaša 27,06 sekund, v disciplini 50 metrov prsno potrdil, da je eden najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu. S tem je tudi osvojil jubilejno 100. kolajno slovenskih plavalcev na evropskih in svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah. Je bilo napeto, glede na to, da smo bili vsi v eni desetinki, dveh desetinkah od 3. mesta naprej. Prvi, drugi mest je bil v bistvu že prodan, brka ne, ampak hotel sem se spustiti pod tevnimi 27 sekundami, ampak ja, medalja, 100. medalja za Slovenijo, to mi pomeni res veliko in mi je v veselje, da lahko domov prinesem. Že spomladi je na sredozemskih igrah v španski Tarragoni na 50 metrov prsno osvojil bronasto medaljo, jeseni pa se je še 4-krat povzpel na stopničke v svetovnem pokalu. Enkrat je zmagal, bil 2-krat drugi in enkrat tretji. V decembru je Stevensa čakal vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Hangzhouvu na Kitajskem, ki pa ga Pirničan ne bo ohranil v lepem spominu. Najprej mu je bilo zaradi zapletov z ohranitvijo ameriške vize onemogočeno branjenje srebra na 50 metrov prsno iz Windsorja 2016, nastop na 100-metrski razdalji pa se mu je prav tako ponesrečil, zasedel je končno 28. mesto. Stevensa, ki je v letu 2018 zaključil s študijem v ZDA in se odslej popolnoma predaja plavanju, je v mesecu decembru Plavalna zveza Slovenije razglasila za plavalca leta 2018. Iz plavalnih bazenov pa v divje vode, kjer je v lanski sezoni blestel kanuist Blaž Cof. Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v sprintu v začetku junija v švicarskem Mototalu je svetovni pokal v spustu zaključil na skupnem 2. mestu. Na 4 tekmah je osvojil 1 prvo in 2 tretji mesti in tako zabeležil svojo najuspešnejšo sezono doslej. Ja, letos sem bil tudi z glavo tako dosti prestvarjen. Sem bil dosti sproščen na tekmah, sem najdel nek ritem, tudi sem na treningih že skozi to delo. Že na izbirnih tekmah doma sem se ful dobro počutil, tako da sem nekako sam to pač prenašal iz tekme v tekmo na svetovno prvenstvo. Treningov nismo nekaj dosti spreminjali, malo z leti postajamo tako že, da moramo biti racionalni tudi na treningih, da nismo zmatrani po 4 dneh. Tako da vse delamo že malo tudi z glavo pa pametno in zgleda tudi z leti ratujemo bolj modri. Svoje prve zmage v svetovnem pokalu pa se je veselil tudi kajakaš Žan Jakše, pa čeprav na nekoliko nenavaden način. Na domači slalomski preizkušnji v Tacnu je dobil edino priložnost v lanskem svetovnem pokalu, potem ko se ni uvrstil v reprezentanco. Zmago pa je nato slavil zahvaljujoč najboljšemu času kvalifikacij, saj sta bili polfinalna in finalna preizkušnja zaradi visokega vodostaja odpovedani in so kot končni obveljali rezultati kvalifikacij. Dogodek leta pa so bile brez dvoma zimske olimpijske igre v Pjongčangu, ki so minile tudi z medvoško udeležbo. Zanjo sta poskrbela Anamarija in Janez Lampič, smučarska tekača iz Valburge. Anamarija se je izkazala najprej s 7. mestom na posameznem šprintu v klasiki, nadaljevala je s 27. mestom na 10 km, s štafeto v sestavi Katja Višnar, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan pa je dosegla 8. mesto. Za piko na i sta za Alenko Čebašek na ekipni tekmi posegli še po 6. mestu. Vse tekme so tekle zelo v redu, vse je šlo po načrtih.
Veliko novega sem se naučila, veliko novih izkušenj. To je v bistvu bilo meni najbolj pomembno, da iz teh olimpijskih iger nekaj odnesem. In tudi sem, tako da upam, da bom to sam še naprej naučila. Največ si gotovo stavila na šprint posamezno, 7. mesto. Ni veliko manjkalo do uvrstitve v finale, kaj ne? Ja, res ni več kaj manjkalo, ampak ja, 7. mesto, super rezultat. Ja, ni besed. In pa potem odličen zaključek z ekipno tekmo. Za Neko Čebašek sta osvojili fenomenalno 6. mesto. Ste pričakovali kaj takega potihem? Ja, vemo, da se na olimpijskih igrah lahko zgodi karkoli. Sva računali finale siguran, ampak 6. mesto lih ne, tako da je bilo res prava senzacija. Vemo pa, da je bil tudi 5 mest dosegljiv Švicarke. Ja, jaz mislim, da delamo super, upam, da bo šlo tako še naprej. Janez Lampič je osvojil 46. in 21. mesto na šprintu posamezno in ekipnem šprintu z Miho Šimencem. Ja, ena nova, zelo fajna izkušnja te paraolimpijske igre, tako da jaz sem zadovoljen, mogoče ne lih toliko z rezultatom, ampak bo drugič boljše. Doživeti olimpijske igre, biti na prizorišču, del vsega tega je za športnika kako? Ja, to so ene sanje, ki so se mi zdaj odvrtele, tako da ja, en super dogodek, so odlične te olimpijske igre, je en poseben duh, tako da je res super. V izteku preteklega leta se je na Pokljuki odvilo državno prvenstvo v šprintu štafetu smučarskih tekih. Anamarija Lampič in njen mlajši brat Janez, oba člana TSK Triglav Kranj, sta v preteklosti na isti dan že osvojila naslov v sprintu. Tokrat pa se je to prvič zgodilo tudi v sprintu dvojic. Janez je naslov slavil z Luko Prosenom, Anamarija pa z Anito Klemenčič. Člana Nordijskega športnega društva Medvode, Anžej Gros in Nejc Šraj, sta s 5. mestom absolutno osvojila naslov med starejšimi mladinci. Med mlajšimi mladinkami pa sta klubski uspeh s 3. mestom dopolnili Zala Jenko in Hana Jamnik-Mazi. Medvoški športnik in športnica leta sta v letu 2018 postala smučarska tekačica Anamarija Lampič in strongman Matjaž Belšak, ki sta lovoriki prejela v mesecu marcu na 18. večeru športa v športni dvorani Medvode. Podeljenih je bilo še 18 malih in 12 velikih plaket, ter eno športno priznanje, ki je šlo v roke ožjemu organizacijskemu odboru festivala Medvode v gibanju. Strongman Matjaž Belšak se je naslova športnika leta razveselil prvič. V športu, ki sicer ni olimpijski, ima pa svojo svetovno serijo tekmovanj imenovano Strongman Champions League, je v letu 2017 s 25 leti postal najmlajši skupni zmagovalec doslej. Sigurno, če občina Medvode se odloči, da do vseh športnikov, ki imamo res ogromno v Medvodi, izredno mene vsako leto preseneča, izberejo mene kot športnika leta, je sigurno to dodatna pohvala, dodatno izkaz nečesa, da smo na pravi poti in sem zelo vesel in se zahvaljujem. Nagrada je bila podeljena za tvoj naslov svetovnega prvaka v svetovni seriji. Lahko poveš kaj več o tem? Verjamem, da je Medvoščanom ta zadeva kar precej nepoznana. Ja, to je po angleško, če bi rekel Strongman Champions League, to je šport, ki je bil včasih na Eurošportu, je bila ta liga. To so različne discipline, od vlekatovornako do dviganja betonskih kugel, do dviganja debel nad glavo. Vse te discipline, ki jih vidimo lahko na televiziji ali pa kakšnemu filmu, to je pač Strongman. Naziva športnica leta pa se je prvič razveselila tudi smučarska tekačica Anamarija Lampič za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Slavila je na generalki pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu, kjer je februarja 2017 zmagala v šprintu v klasičnem koraku. Nagrado je v njenem imenu prevzela mama Anka Lampič. Povejte vi kot mama, kako jo spremljate oziroma kako spremljate oba svoja otroka tekača na tej vrhunski stopni, ko se kosata z najboljšimi? Sem že povedala, da jaz največkrat grem stran, potem posnetke pogledam, mož je pa bolj vztrajen pa gleda v živo, tako da sprot komentira, kaj narobe naredi, je pa zelo naporen, tako bom rekla. Kaj opažate, koliko ene osebne predanosti temu športu je potrebne, koliko motivacije, koliko ste recimo tudi kot družina vpleteni vse skupaj, da zares lahko funkcionirata in da lahko Ana potem poseže tudi po tako velikih dosežkih, kot je zmaga svetovnega pokala?
Ja, mislim, da je za tem vsa družina stoji za njo, za Janezom, tako da če hočeš biti uspešen v športu, morajo dobesedno cela familija živeti za to. Smučarji tekači so s peklenskim vzponom na Alpe Čermis zaključili s 13. novoletno turnejo Tour de Ski. Slovenci smo imeli v boju do zadnjega 2 predstavnici, poleg Alenke Čebašek še našo Ana-Marijo Lampič. Na 5. etapi v nemškem Oberstdorfu je Ana-Marija na 10-kilometrskem zasledovanju prosti tehniki v cilj prišla na 14. mestu. Na predzadnji etapi na 10-kilometrski razdalji v klasični preizkušnji pa je osvojila 8. mesto, kar je njen rezultat karieri na distanci. Veliki finale Tour de Skija je 6. januarja prinesel brutalni vzpon na Alpe Čermis. Po 3 letih in Leji Einfalt pa smo na vrhu tako znova lahko pozdravili slovensko predstavnico, tokrat kar 2. Čebaškova je na zaključnem vzponu prehitela Lampičevo, kar je bilo dovolj za končno 21. mesto, Lampičeva pa je v cilj prišla popolnoma izmučena na 22. mestu. Dekleti sta tako kot 6. in 7. Slovenka osvojili vrh Alpe Čermisa. V svetovnem pokalu je Ana-Marija po zaključenem Tour de Skiju trenutno kot druga najvišje uvrščena Slovenka na 28. mestu. Po novem letu z drugim delom prvenstva nadaljujejo košarkarji v drugi slovenski košarkarski ligi. Medvoščani so v 12. krogu izgubili proti žoltastim Trotom v Novem mestu 77 proti 72. V soboto na domačem parketu pričakujejo 3. uvrščeno Celje. Teden so medvoški policisti in najbrž tudi občani preživeli precej mirno, saj je črna kronika skromna. Zabeležili so en vlom v stanovanjsko hišo v Pirničah. Na isti strani Save, na Varju, pa so se sprli družinski člani in očitno tako hudo, da je morala posredovati policija. Sicer pa vas opozarjajo na to, da bodo poostreno nadzirali zimsko opremo vozil in preverjali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Da ne bomo pozabili, pa spet spomnimo na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon 80 200, kamor pokličite, če boste opazili sumljive osebe ali avtomobile. Le tako boste tudi sami učinkovito pripomogli k večji varnosti in morebiti celo preprečili kakšno kaznivo dejanje. Vlomilci in tatovi so namreč ves čas na preži. Tako, to je vse v drugi informativni oddaji televizije Medvode v letu 2019. Kar dobro smo tokrat še kukali v minulo leto, pa hkrati vendarle zabeležili tudi dogodke, ki bodo prav gotovo zaznamovali letošnje leto. Upamo, da z dobrim. Nasvidenje.